Lahko rečem. Glede na to, kaj nam WHO pripravlja, dejansko so pospešili to dogovarjanje okrog nove pogodbe in premaknili z konca maja 24 na konc maja 23. In tudi te COVID, klimatske spremembe in vse to je del te zgodbe, s katero želijo na nek način prevzeti popolno avtoritativno vladanje nad zemljanje, nad zemljo. In dejansko prav to je tudi, takrat je v COVID krizi bila zelo grda zloraba medicine, tako zelo morda še najbolj grda zloraba medicine v zgodovini človeštva zdaj, ko bo ta nov sporazum WHO stopil v veljavo. Namreč WHO nikoli ni imel odločevalsko vlogo, ni imel svetovalno vlogo. Zmeraj je do 20 let nazaj bil financiran iz članarin članic, držav članica. To je pa tako, da vse te sfere, ki si jih omenijo, je vzorno dejansko korporativnega kapitala. In vsa ta znanost je dejansko postala v zadnjih 20 letih žrtev tega korporativnega kapitala in na nek način zdaj vidimo rezultat vsega tega, da tudi ta klimatske spremembe, tudi ti poskusi že v zadnjih 20 let ustvariti neko pandemijo, s katero bo ena majhna skupina ljudi prevzela oblast in kontrolo dejansko nad dogajanjem nad ljudmi, se to zdaj dejansko realizira. Namreč WHO ustvarja novo pogodbo, po kateri dobiva popolnoma novo pozicijo, novo funkcijo. Zadnjih 20 let ga je počasi prevzel privatni kapital, več kot 80% je v lasti teh finančnih elit in dejansko ne služi več javnemu dobru, ampak služi dejansko njihovim interesom. Ta pravila nova, ki so zdaj dejansko v nedeljo poslana 15. januarja vsem državam v presojo in bi naj konec maja 23 bila tudi sprejeta, uvaja pravzaprav eno medicinsko diktaturo, medicinsko tiranijo oziroma medicinski fašizem. Zakaj gre? Gre za to, da preko spreminjanja IHR pravil, to je internacionalna zdravstvena pa mednarodna zdravstveni pravilnik, dejansko dobiva WHO oziroma Svetovna zdravstvena organizacija povsem drugačno vlogo, odločevalsko vlogo. Do zdaj je lahko imel samo svetovalno vlogo, torej država se lahko strinjala, izvajala ali pa ne izvajala tisto, kar je WHO predlagal. Zdaj po tej novi pogodbi bo zakonsko obvezujoče, kar pomeni, ko bo WHO razglasil izredno stanje, takrat se postavi kot odločevalec nad pravnim redom države, nad ustavo države, torej postane absolutni gospodar 194 držav na svetu. In problem je v tem, da več po teh novih pravilih ni potrebno upoštevati sploh strokovne argumente, ampak lahko en človek, dejansko predstavnik te oligarhije finančne, odloča o teh ukrepih. Že zadnjih 20 let se delajo spremembe v smeri deregulacije teh pravil na WHO. Te regulacije so nas varovale pred zlorabami do zdaj. Te deregulacije pa zmeraj bolj dajo proste roke upravljalcem tega WHO. In zdaj, ko bodo njihove odločitve postale obvezujoče, dejansko določajo lahko karkoli vsilijo državam. Tisto, kar je najbolj zaskrbljujoče, da so zaširili tudi diapazon razlogov, v katerih lahko razglasijo
izredno stanje, do zdaj je to bilo samo v primeru epidemije oziroma pandemije, zdaj po tej novi regulativi je pa lahko razglasil izredno stanje v primeru seveda epidemije, pandemije, v primeru naravnih nesreč, vojn in to, o čemer si govoril, klimatskih sprememb. Glede na to retoriko, ki jo silijo že 20 let, klimatska sprememba je po njihovem lahko nekaj, za kar bodo takoj lahko razglasili izredno stanje in bo trajalo naslednjih 100 let, torej dokler oni ne opravijo vse, kar je potrebno. Prej je bilo nekako predvideno, da bo šlo po drugi poti ta sprememba in ker so ugotovili, da po tej drugi poti obstaja možnost, da se ljudstvo predobi in da eventualno zablokira kakšne te njihove želje, so naredili en politični spin in so dejansko decembra 2022 in zdaj januarja, prejšnji teden, imeli tajne sestanke, na katerih so dokončali ta IPR pravila in to samo za opozorilo, mislim, da je vsem nam jasno, kaj to pomeni. V IPR pravilniku, katerega se mora tudi WHO držati, so črtali tisti del, ki nam je do zdaj zagotavljal, da pri odločitvah morajo spoštovati človeško dostojanstvo, temeljne človekove pravice in svoboščine. Torej, zdaj jim ne bo več treba. Te informacije so po celem svetu cenzurirane. Namen je tako zelo pomembne odločitve prinesti, brez da bi ljudje o tem karkoli vedeli. Zato sem to povedala, ker se mi zdi, da se nekako vseeno navezuje tudi na to tvoje predavanje. Si rekel, zdaj po COVID-u bo še pač ta klimatska histerija, vse je to del zgodbe tega mega kapitala, ki želi po svoji meri vse preurediti civilizacijo.